En lep pozdrav sem skupaj, moje ime je Kristi Žmahar in oglašam se vam iz duhovnega ateljeja Potovanje duše. No, trenutno sicer iz mojega pisarniškega kotička, ampak v vsakem primeru sem želela posneti neko video vsebino, že nekaj časa vas nisem posrkljala z njo, ker pa so tako zelo zanimive energije v zraku, se mi je v bistvu zdelo, da je to idealen trenutek, da vam malce prinesem neke take zanimive tehnike, sporočilca in mislim, da vam bo zelo, zelo prav tudi prišlo. Naslov videa je SOS Angeli, tako da ja, danes se bomo pogovarjali o angelih, ampak še prej bi se pa malce rada vrnila v bistvu na levja vrata. Torej, zdaj četrtek, 8.8., portal obilja levja vrata, o tem ste najbrž veliko brali. To je en tak zanimiv portal, ki nas je pognal v neke zanimive premike, katere bomo definitivno zelo čutili predvsem septembra. Ampak ne samo to, malce bi vam povedala še nekaj drugega, v bistvu astrološko zanimivega. Mogoče ste že uspeli raziskovati po internetu, ko so astrologi se kar malce bolj na obširno razpisali, kaj nas v bistvu čaka. Januarja 2020 bo sicer vrhunec teh energij, ampak zdaj smo že padali pod njihov vpliv. In sicer planeta Saturn pa Pluton bosta v taki zanimivi energiji, v bistvu bosta imela tako zanimive premike, da bo to vplivalo na vse nas. Nazadnje so bili te premiki zabeleženi in v taki postavitvi leta 1982, novembra leta 1982, so hotela reči, da je bilo to dolg čas nazaj, pa moram paziti, kaj govorim, ker sem se v bistvu jaz en let prej rodila, ne? Ampak v bistvu te premike bomo vsi čutili, prinesli bo nov zagon, nova vprašanja, globoke duhovne, čustvene, osebnostne preizkušnje. To seveda ni razlog za preplah, to ni razlog za paniko, jaz nič od tega ne vidim, je pa definitivno klic človeštvu, kjer bo vsak izmed nas dejansko nekako vprašan, a je neka stvar zate, a ni zate, kje se moraš od določenih stvari posloviti, od določenih ne, mogoče jih spraviti na nov nivo, ampak skratka posledice teh premikov, gre se prav za premike, bomo seveda čutili vsi. Ko se dogajajo veliki premiki, se dogaja tudi ogromno spremembe, kar seveda tudi veste. Ogromne spremembe v okoliščinah, v odnosih, ljudje prihajajo, odhajajo, ogromno stvari se ti lahko menja v karieri in tako naprej. Kadar se to dogaja, takrat se ljudje zelo radi prestrašijo. To pomeni, da takrat padeš majčkeno v paniko in takrat, kadar si v paniki, v bistvu kaj delaš? Iščeš neke SOS, temu rečemo rešitve. Kaj bi mi pomagali, da bi se jaz boljš počutila na hitro, takoj? In takrat tudi največ jaz potem dobim ta vprašanja in zadnji čas sem veliko dobila teh vprašanj, kako si lahko ljudje na hitro pomagamo. In takrat pride tudi na plano vprašanje glede SOS angelov. To pomeni, katerega angela lahko jaz pokličem, da mi bo na hitro pomagal. Dogaja se ti recimo v nekem odnosu boji se, da bo izgubil službo, ne vem, razne stvari se vam dogajajo, ne. In potem se recimo ljudje sprašujejo, ok, jaz pa to majčkeno težko prenesem, kako si lahko pomagam, katerega angela lahko pokličem, ker zelo fino bi bilo verjeti, oziroma zelo fino bi bilo, da bi imel na dosegu roke nekega angela, ki bi v bistvu tebi zadevo zrihtal kar takoj. Pa sem rekla, zakaj pa ne bi o takih angelih v bistvu posneli neko video vsebino in to je to, kar želim danes pregovoriti o tem. Dajmo najprej se pogovoriti o tem, ali res obstajajo SOS angeli, angeli, ki pomagajo na hitro. Ja, moj odgovor je definitivno ja. V bistvu so vsi angeli nekako SOS angeli, do tega še pridem. Ali lahko nam angeli, ko se nam nekaj dogaja, pa čustvenega dogaja, pa na hitro dogaja, ali obstajajo SOS angeli, ki ti lahko na hitro zadeve tudi rešijo? Zdaj tako, jaz bom čisto iskrena, zato ker imam že po tolikih letih dejansko ogromno izkušenj. Moj odgovor je takle, odgovor je ja in ne, čisto odvisen je. SOS angeli obstajajo in vsi mislim, da unika gledate to vsebino in delate z angeli, ste že začutili, vi ste sami začutili, da se kdaj prosili nekega angela, da vam nekaj pomaga in vam je pomagal in vam je zelo na hitro nekaj rešil in ste bili, čudež, in prav je tako.
ampak ste pa tudi ljudje, ki ste mi pa pisali in ste rekli, ja, jaz sem pa nekega angela prosila za pomoč, ampak mi ni pomagal. Zakaj? Zakaj, ne vem, Jankotu, Brankotu je en angel pomagal, Micki, Maricki pa ne, a ne? Zelo preprosto je. Včasih nam angeli res lahko pomagajo, recimo, da energije plešejo, dogaja se neke okoliščine in je čisto brezpredmetno, da bi se mi mogoče tudi zaradi neke kolektivne naravnanosti zapletali v neke energije in v tem primeru lahko angeli posežejo in zadeve na hitro tudi razrešijo in uredijo, a ne? Ampak v primeru, da ste vi v obdobju neke rasti, da ste vi v obdobju, kjer morate osvojiti neko lekcijo, da ste v obdobju, kjer je pomembno, da razumete svoje življenje, da razumete, zakaj ste na določeni točki, zakaj gre točno to v tako smer, ne da vam angeli nočejo pomagati, še zelo dobro vam pomagajo, ampak težava v tem je, da morajo oni stopati najprej 5 korakov nazaj, da najprej osvojite svoje lekcije, da se najprej naučite, zakaj je to tako, in potem, ko vam pokažejo pravo pot in jo vi uberete in dejansko greste po tej poti, takrat vam bojo pa vse res prav čudežno odprli in vam bojo rekli, to so tvoje nagrade. Jaz, kar si v bistvu samo za ljudi ne želim, za vas ne želim, je, da bi v tistem trenutku, ko boste v tem obdobju rasti in boste mogli nekatere stvari osvojiti ali pa v bistvu sami dojeti, da ne boste zgubili vero v te angele, da jih ne boste nehali prositi za pomoč, da ne boste nehali meditirati z njimi, da ne boste rekli, da vse skupaj brez veze, zaradi tega, ker vam pač angeli ne pomagajo, zaradi tega, ker to ni tako. V vsakem primeru, v vsakem trenutku, ko se vam nekaj dogaja, delajte z angeli. V vsakem primeru jih prosite za pomoč, v vsakem primeru jaz vedno priporočam angelske meditacije in komunikacije z njimi, ne? Ste pa definitivno potem na tisti točki, kjer lahko angele mogoče namesto tega, zakaj mi tega ne rešite, samo preusmerite vprašanje na kako lahko naredim, v bistvu kako lahko svoja dejanja obrnem, da pridem do razrešitve in do tega, da mi vi lahko odprete pot. Ja, včasih moramo nekatere stvari narediti sami, ampak vse to pa dejansko tudi blagoslov tega. Ena moja prijateljica mi je v bistvu danes rekla, da včasih rastemo tudi iz bolečine, ne? In v bistvu mi je ful dobro to povedala, glih nekaj je razmišljala in včasih je to res, ampak to ne pomeni, da nas je vesolje ali pa da so nas eterična bitja zapustila, to pomeni le, da bo iz tega prišlo nekaj dobrega ven, ampak v vsakem primeru vedno potrebujemo naše nebeške pomočnike. Ok, zdaj gremo pa na drugo točko, kdo v bistvu so SOS angeli. Jaz bom tako rekla, SOS angeli, katere vi prosite, da vam nekaj uredijo ali smo ugotovili, vam dajo usmeritve, da se bo lahko začelo urejati, so lahko v bistvu katerikoli angeli, lahko so vaši duhovni vodniki, lahko pokličete, ne vem, nekateri vam je blizu nadangel Mihael, nekaterim je Metatron, tako naprej. Se mislim, da te angele v bistvu sami čutite v srcu, kateri so tisti, ki so vam res blizu, že ko slišite njihova imena, ne? Tako da jaz mislim, da tisti prvi angel, na katerega pomisliš v nekem določenem trenutku, ko rabiš pomoč, je tisti, ki ti nekako prihaja prišepni, v bistvu jaz sem ta in jaz sem ta, ki ti želim pomagati. Tako da jaz bi šla tukaj zelo intuitivno, ne rabite slediti nekim napisanim pravilom, zdaj točno to uporab, točno tako moraš, zato ker nekaj, kar deluje zate, ne bo nujno v nekem trenutku delovalo zame, ali pa se jaz mogoče v enem trenutku ne morem povezati z istim angelom ali pa z istimi energijami, kakor ti, kar pomeni, da seveda potem ti slediš tistemu, kar ti v unem trenutku zbudi srčno vibracijo. In ko boste vedeli, kjer angel vas tudi kliče, zaradi tega, ker ogromno pa delajo preko srčne vibracije. Ok, torej zdaj boste vi, bomo pa dala eno tako zelo zanimivo tehniko, ki vam pa bo všeč za SOS angela, ne? Zdaj vprašanje, to pomeni svojega angela ste začutili, potem pa gremo naprej, kako inicira tazga angela? To je vprašanje, ki ga tudi dobimo. Kako v bistvu zagotovi, da bo ta priprošnja maksimalno aktivna, da bo maksimalno imela dobre rezultate, a ne? Jaz moram reči, da sem tukaj tako zelo iskreno brala zelo veliko tem prepričanjih, ki so malce obremenilna za človeka. Recimo prepričanje,
da moraš ti v bistvu biti zelo miren, ko kličeš angele ali jih prosiš za pomoč, da moraš, da če ne boš miren v srcu, če ne boš tega miru znal priklicati, potem v bistvu se angeli ne bojo mogli odzvati. Ne pravim, da karkoli obsojam, taka prepričanja, Bog ne daj, ne morem pa reči, da se strinjam z njimi. Jaz konkretno pri svojem delu sem spoznala, da za iniciacijo angelov, da za iniciacijo njihove pomoči potrebuješ samo eno in samo eno stvar, in to je iskrenost. Iskrenost. To pomeni, ko se tebi nekaj dogaja, če si ti žalosten in če ti jokaš in rečeš angelom, prosim, pomagajte mi, pol je to. To ne pomeni, da bo en angel rekel, da bo tam iz nekih nebes gledal dol in stara, ti si čisto preveč v drami, tako da to ne bo šlo, poklič me, ko se boš pomirila, pa se pogovarjava naprej, Tako se odzivajo ljudje, To se odzivajo ljudje tako, to pomeni, ko se ne znajo nekako soočati s čustvi, pa niso pripravljeni tudi takim ljudem mogoče kdaj dati podpore ali pa poslušati, pa potem jim kar ukinejo podporo, ne bom se ukvarjal s tem, ampak angeli niso taki. Ljudje mogoče včasih ne znajo drugače, angeli pa niso taki. Gre se samo za iskreno srčno vibracijo, ko ti pokličeš na pomoč. To pomeni, če si žalosten, lahko pokličeš na pomoč angela, SOS angela, kakorkoli že, in ti bo pomagal. Definitivno. In če si srečen in pokličeš na pomoč angela, bo prišel, se bo odzval na tvojo srčno vibracijo in ti bo pomagal. In vkolikor si prestrašen in rečeš angelu, ne vem, recimo, da smo zbrali nad angela Mihaela, dragi nad angel Mihael, mene pa toliko strah. Toliko me je strah, prosim te, pomagaj mi, bo prišel in bo za tabo. Zna prilagoditi svojo energijo in ne bo rekel, veš kaj, strahovi pa niso zame, to so zemeljske zadeve, se slišva kdaj drugič. Ni tako, res ni tako, Tako upam, da sem vam zdaj malo odvzela to breme, da morate biti mirni, da morate imeti visoko vibracijo, ko kličete angele, da mora biti vse popolno, da rabite 1500 priprav in ne vem česa. Ni res. Ni res. Vse priprave, esence, kristali, ne vem karkoli že je, kako se ljudje pripravljajo na komunikacijo z angeli, so fajn. In meditacija z angeli je fajn, to je vse super. In jaz se definitivno strinjam s tem, ampak ne potrebujete tega. Lahko imaš 1000 kristalov, lahko imaš 1000 meditacij, lahko imaš vse, ampak če dejansko nimaš tiste srčne iskrenosti, pa to ti nič ne bo pomagalo. Ker srčna vibracija je tista, ki ustvarja. To boste definitivno vedele mamice, ki imate svojega otroka, ki lahko preberete 1500 knjig, kaj se dogaja z vašim otrokom. Lahko, ampak a se strinjate, da knjiga nikoli ne ve to, kar veste mamice, recimo. Vi veste, kaj se z vašim otrokom dogaja, vi čutite, kaj je nekaj narobe, pa vam lahko cel svet govori drugače, veste. To vemo vsi, ko imamo živalce. Jaz vem, kadar z mojima 2 psičkama nekaj ni. Jaz kar vem, enostavno zato, ker jih čutim, zato, ker jih imam rada. Razumete, vzemite to sporočilo, enako je z angeli. Prikličete jih z ljubeznijo, prikličete jih s to iskreno vibracijo. In karkoli v tistem trenutku iskreno čutite, je za angele dovolj. Ni obsojanja in odzove se na vsak klic. Kaj pa, če ste jezni? Angeli se pa ziher ne odzivajo na jezo. Ja, se. So tu tukaj, da pomirijo vašo jezo in da reče, razumemo, kaj pomeni emocija jeze in lahko ti pomagamo čez njo. Tako iskrenost, samo odprite svoje srce in to bo to, lahko pa vam dam čisto za konec, vam bom pa povedala za eno zelo zanimivo iniciacijo, Obstaja varianta, da aktivirate SOS angela za točno določeno težavo. Recimo, da imate, recimo mogoče ni za vas velika težava, ne vem, danes sem probala nekaj skuhati, pa mi ni ratalo. Mogoče ne boste zato angele klicali. Ampak recimo, da imate velike preizkušnje, ne vem, odnosi, ki se razdirajo, rabite novo zaposlitev, imate kakšno sodno zadevo, upam, da ne, ampak Bog ne daj. To so velike preizkušnje v življenju, ki nas v bistvu inicira na nove stopničke, vsekakor pa niso vedno preproste. Zato bi vam jaz svetovala sledeče.
ko imate neko tako veliko stvar, naredite iniciacijo. Jaz vam bo zdaj povedala, kako jo lahko zapakirate, ampak vi lahko tudi čisto po svoje naredite, ampak mogoče, da vam dam par iztočnic. Date si lahko neko mirno in lepo glasbo, okay? In si zaprite oči in si predstavljate, da greste v meditacijo, oziroma greste v meditacijo. Ne? V tej meditaciji, recimo, greste lahko v nek lep tempelj, kjer je veliko lepih rož, recimo, če so vam rože všeč, pa drevesa, ne vem, karkoli, lahko vas obletavajo metulji, pikapolonice, to ne bo vaša odločitev. In tam prikličite angela, kateri vam lahko pomaga samo za to zadevo. To bo lahko čist en angel, ki boste čist prvič z njim delali. Rečete, kdo je angel, ki bo moj SOS angel in mi lahko pomaga pri tej zadevi in samo tokrat in me lahko vodi čez ta proces. Intuitivno, čist tako, pejte svojimi besedami za tem, ok? In potem si predstavljajte, začutite, da ta angel pride za vami in da vas objame s krili. To je pa zelo dobro vedeti, da je zelo dober angele spustiti v svojo auro, da si jih predstavljate, da so v vaši auri, da jih začutite v vaši auri. To pomeni, da so vas čim bližje, ker preko naše aure se v bistvu delajo te energijske navezave tudi na angele in potem so seveda te efekti vseh teh iniciacij lahko še močnejši. Ko imate tega angela, si predstavljate, da vas objema s krili in mu dajte naloge. Da želite priti ven iz te težave, da želite, da se pač nekaj zgodi, če vas lahko vodi, če vam lahko daje znake, če vas lahko uči, ne samo razreši. Pejte korak dlje, ali mi lahko daš v bistvu nek načrt, kako naj si sama pomagam, kako naj ta načrt izvedem, kaj me ta situacija uči, kako naj iz nje zrastem in kaj je tisto, kar naj jaz naredim. Okay? Potem veliko delate s tem angelom. Zdaj, ker smo res stopili v te premike, lahko torej tako iniciacijo naredite čisto sami. Malce sem pa se vseeno odločila, da vam tudi pomagam in sicer imate na www.meditacija.si, greste pod kategorije in greste pod angelske meditacije in tam imate eno meditacijo, ki se imenuje angelski objem utehe. To bi bila ena taka dovolj dolga in dovolj preprosta meditacija, da je lahko vsak naredi. Brezplačna meditacija je, ta meditacija na tem portalu je odklenjena, kar pomeni, da si jo lahko vsi poslušate, pa lahko tudi tako v bistvu inicirate tega SOS angela. In potem seveda v naslednjih dneh spremljajte sporočila, pogledajte, kaj se vam dogaja in seveda ukrepajte na področju, kjer ste intuitivno vodeni. To pa je zelo pomembno. Tako toliko danes o SOS angelih, toliko danes, da vas malce usmerim v angelski svet. Jaz sem zelo vesela, kadar vam lahko tudi mi pomagamo. Ogromno smo se odločili, da bomo tudi sami v ateljeju delali z angeli. Septembra prihaja niz nadangelskih meditacij, iniciral jih je moj mož Mihael Žmahar, poznate ga. Jaz vam moram povedati, to so delavnice samih nekih iniciacij, to pomeni vaših iniciacij z angeli. Jaz, ki sem jih videla, ki mi jih Mihael pokazal, sploh ne vem, prav tak miks emocij je bil, vesela, presenečena, zanimivo je bilo, nikoli nisem nič takega še videla. Vedela sem, da nas angeli kličejo, da bo to toliko izjemno, tako da tiste, ki vas pokliče, preverite na naši spletni strani www.potovanje-duse.si, ki bi radi spoznali te edinstvene iniciacije, nikjer jih niste še prebrali, nikjer jih niste še doživeli in jaz definitivno komi čakam, da vam to Mihael predstavi. Jaz sem pa začela z angelskimi čudodelci, meditacijami, ker ima zelo rada meditacije. Z angeli se bojo tudi začeli septembra. To bojo posebne meditacije z angeli, za povezovanje z angeli. Tako da tisti, ki čutite, da vam mi pomagamo na tem področju, spet www.potovanje-duse.si, poglejte si. Tako da to je to za ta teden. Bom se vam pa oglasila še naslednji teden. Tudi ena taka zanimiva simbolika. Torej 8. levja vrata, naslednji teden pa seveda prihaja 18.8. ponovno številka obilja, zato vam bom posnela vsebino na temo, kaj blokira obilje. Vsi si želijo obilja, ampak
zakaj se ga pa včasih blokira in kako van iz tega, tako da ne zamudite moje vsebine. Želim vam en angelski teden, želim vam čudovite dneve, lepo se imejte in adijo.